Dobar dan in lepo pozdravljeni v Centru vojnih veteranov Logatcu. Dovolite mi, da v tej priložnosti še posebej pozdravim brigadirja Branimirja Furlana, poveljnika sil Slovenske vojske. Kuharska ekipa Slovenske vojske odhaja na 11. svetovno prvenstvo v kuhanju Expogast 2010 v Luksemburg. Vse to, kar boste danes videli in tudi poskusili, bo predstavljeno na tekmovanju v Luksemburgu. V ta namen so pripravili 7 menijev na razstavljenem omizju, po predstavitvi pa vas bodo postregli s tekmovalnim menijem. Prosim stotnika Uroša Žiberta, vodjo celotne odprave, da predstavi ekipo, ki se bo udeležila tekmovanja. Jaz imam danes lepo nalogo, da predstavim ekipo, katera upravlja prvo fazo, ko je pripravljena na svetovno prvenstvo. Ekipa šteje 12 članov, od tega imamo v ospredju kuharsko ekipo, ki je odgovorna za vse to, kar politiko tukaj, in pa del logistike, ki podpira to našo aktivnost na tem svetovnem prvenstvu. Vodjo kuhinje je nižji vojaški uslužbenskega razreda Zvonko Vidovič iz EVA-ja Ivan Cankar, Roberta Pavlina, nižji vojaški uslužbenskega razreda, in je to iz EVA-ja Pokluka, Idijo Zebec, nižja vojaška uslužbenega razreda, Nataša Svenšek iz EVA-ja Ivan Cankar, lepši del ekipe naše vojaka Kristjana Piltariča, prihaja iz 157. logističnega bataljona, civilna oseba oziroma kuhar iz vojašnice v Slovenski Bistrovci, August Vojsk. Rdeča uniforma so pa naša logističen del, kjer so višji štabni vodnik in v bistvu tudi prednik, strokovni vodja Gregor Prevežar, poveljstvo za podporo, potem štabni vodnik Albert Lautar, prav tako iz poveljstva za podporo, štabni vodnik Stanko Fabjančič 16. BNZP, vojak Renato Krajbar, 11. bataljon za zveze in pa nižji vojaški uslužbenec tega razreda Matej Bergan, Ivor FRS in naša rezerva, kolikor bi samo prvenstvo v država z ekipo. Jaz bi se še enkrat zahvalil poveljstvu za podporo kot nosilcu te naloge, za zaupanje tudi v mojem imenu, za podporo pri organizaciji in pa pripravah, ki so v zadnjih 2 letih prej intenzivne in rezultat upam, da boste v njih tudi uživali. Da povem nekaj o tem svetovnem prvenstvu, udeležba 51 držav, samo tekmovanje poteka v nacionalnih kategorijah, tako vojaških kot civilnih, regionalnih, mladinskih, lokalnih in pa tudi posameznikih nastopajo na tem svetovnem prvenstvu. Glede vojaških ekip je 9 držav, med njimi so največje Amerika, Nemčija, Švica, ki je tudi najhujši tekmec in pa oziroma vzor, potem Švedska, Madžarska, Luksemburg, Velika Britanija in Poljska. Hvala stotniku Žibertu, da je potrebno vložiti veliko truda, znanja, inovativnosti v pripravo hrane in seveda tudi veliko časa naša kuharska ekipa dobro ve, saj nam že od nedelje pripravlja to, kar bomo danes videli in jedli. Prosim strokovnega vodjo višjega štabnega vodnika Gregorja Prevežarja, da nam predstavi podrobnosti poteka samih priprav na Expogast 2010. V letu 2009 smo se udeležili tudi gostinsko-turističnega zbora v Sloveniji, ki je tudi največje tekmovanje v Sloveniji, in tam se srečajo vsi kuharji iz cele Slovenije, vsi kuharski mojstri. Na tem tekmovanju smo predstavili razstavno mizo s 7 meniji s po 3 krožniki. 2 kuharja sta pripravljala jed v kotličku in 2 izmed kuharjev sta pripravljala jed
meni pred obiskovalci. To je bil za nas odličen test, da vidimo, kako zadevam in kako nam jedi grejo od rok. Tudi želeli smo spoznati, da nam kuharski mojstri iz cele Slovenije, ki so bili tam udeleženi in so to sodelovali, da nam povejo tudi mnenja o naših krožnikih. In dobili smo pogled, da nam zelo dobro gre od rok. Je pa prišlo tudi po tekmovanju Gostinsko-turistični zbor do sodelovanja s gospodom Robijom Merzelom iz protokolarnega objekta Brdo. Zdaj, v tem primeru bi se še enkrat javno zahvalili. Gospod Robert, hvala za vaš sodelovanje, za vaš trud, ki ste ga nam podali, za vso pomoč, ideje, inovativnost. Zelo smo si pomagali s tem, da lahko še bolj in še bolj uspešno nadaljujemo na tekmovanju. Še enkrat hvala. 7 menijev, to bo predstavljeno tudi na tekmovanju v Luksemburgu. Nekateri ste si to že ogledali, nekateri, ki ste bili v letu 2006 na predstavitvi na Poveljstvo sil, v letu 2008 tudi na Poveljstvo sil na Vrhniki, ste videli, kakšni so bili krožniki in da je videti ogromen napredek pri samih izdelavi, pri inovativnosti, pri idejah, pri tehnikah. In jaz menim, da je zelo, zelo velik napredek pri sami izdelavi jedi in da lahko pričakujemo tudi uspešno tekmovanje na Expo Gast 2010 v Luksemburgu. Hvala. Slavnostni govornik je polkovnik Mihael Vukovec, poveljnik Poveljstva za podporo. Poveljnik, prosim. Veseli me, da se tudi v slovenski vojski lahko srečujemo na takšnih prireditvi, kot je v naši. Kuharji slovenske vojske, vrednim delom, kako tudi se udeležbo na kuharskih tekmovanjih v Sloveniji in tujini predstavljajo in promovirajo slovenske vojske. Udeležba na tekmovanju za predstavnike slovenske vojske pomeni tudi stik z vrhunskim kulinaričnim svetom. Kuharstvo je dejavnost, ki je v nenehnem razvoju. Tovrstna udeležba na tekmovanju predstavlja čast in nagrado, spoznavanje novosti, kuharski stroki in s tem posledično tudi razvoj in napredek stroke v vojaški vrsti. Prepričan sem, da imamo v slovenski vojski veliko dobrih kuharjev in verjamem, da bo izbrana ekipa na prihajajočem tekmovanju dostojno predstavljala slovensko vojsko in celotno Slovenijo. Ekipi pa zaželimo srečno pot ter obilo uspehov na tekmovanju. Hvala lepa.